Lepo pozdravljeni in dobrodošli v januar. Za nalašč stojim sredi ruševin. Kako se kaj počutite? A vas je kje zrušilo leto 2020? No, rušenje se v bistvu šele pričenja. Stopamo v leto hitrih energij, dinamičnih energij, sprememb na političnem prizorišču, rušili se bodo sistemi, ki ne delujejo več, rušili se bodo omejitve, rušili se bodo naši lastni strahovi. Ne se tega bati. Aj prav, dajmo s tem začeti. Ne se bati leta, ki prihaja. Prihajajo spremembe, po vsej verjetnosti ne bodo trajne, bodo spremembe, ki bodo mogoče tudi nekoliko impulzivne, malo nevarne, zelo nevsakdanje, vsi bomo malo drugačni kot sicer, vsi imamo mogoče tudi že vsega poln kufer po letu 2020, torej naj bo januar najprej mesec, v katerem se boste osredotočili nase. To bo mesec, ko bomo gledali, kdo smo, kaj smo, zakaj smo, in to bo mesec, ko bo potrebno postaviti mejo. Tudi sebi. Se pravi, dajmo se takoj na začetku meseca odločiti, kaj so naši cilji, kakšne so naše vrednote, kako postavljamo naše prioritete, kaj postavljamo v ospredje in kam postavljamo sebe. Kam v tej zgodbi celotnega življenja postavljate sebe, na katero mesto, kakšen je vaš odnos do sebe, ali poskrbite zase. Vsi se tega še učimo. Verjemite vi meni, da tudi decembra lansko leto jaz nisem dovolj zgodaj poskrbela zase. Torej, naj ne bo ljubezen do sebe le teorija, naj bo praksa. To bo zelo pomembno v januarju. Tako zelo radi govorimo, da se nasprotja privlačijo, tega bo veliko letos. Privlačijo nas bo stvari, na katere sicer ne bi nikoli pomislili. Kako bi se pa sicer lahko naučili? To je v bistvu učni proces. Učimo se drugačnosti. Rušili se bodo tudi stereotipi in tabuji. Veliko lažje bomo brez sramu spregovorili, se izrazili, bili, doživeli. Torej, najbolj rdeča nit leta pred nami, malo se mi zatika, najbolj rdeča nit leta pred nami, ravno ljubezen do sebe, drznost, svoboda. Dopustite si doživeti življenje. V odnosih seveda pa govorimo o času, ko jaz osebno mislim, da stopamo v obdobje ločitev in razhajanj. Ne lansko leto, ampak letos, ker bo več potrebe po svobodi, ker bo več potrebe po spremembi tam, kjer se počutimo zatirane. Torej, če se počutite ujete, če se počutite neslišane, neupoštevane, iz tistih odnosov bomo šli ven. Ne glede na to, je to prijateljski odnos, odnos med sodelavci ali je to partnerski odnos, sedli se bomo in odpeljali, tako kot je zdaj mimo pripeljal tale avto. Naj nam bo to potrditev. Čas je za odhod iz vseh tistih odnosov, ki so toksični, in iz vseh tistih odnosov, ki za vas niso dobri. Za opozoriti pa je, da bo celotno leto najlažje oditi. Sprožili se bodo naši mehanizmi bega, pa naj bo to hrana, naj bo to mogoče droga, naj bo to karkoli drugega, s čimer se mi zamotimo, da se nam ni treba soočiti. Ja, prva polovica leta nam bo to še uspelo, proti koncu leta in vse bolj proti 2022 to več ne bo delovalo, torej prehitite te energije, zapustite situacije, navade, načine razmišljanja, odnose, ki za vas niso dobri. Verjamem, da v zadnji moti hrup iz ceste, da me mogoče slabše slišite. Tudi sebe boste slabše slišali v letošnjem letu. Veliko bo tega hrupa, veliko bo distrakcij, veliko bo stvari, na katere se bomo hitreje osredotočili. Verjamem, da vam pogled lahko hitro švigne na te avtomobile, ki vozijo mimo. Vračajte se nazaj k sebi. In ko govorimo o odnosih, polovica vsakega odnosa ste. Pa naj gre za soseda, ki je tečen, za šefa, ki ga ne marate, za partnerja, za prijatelje, za sorodnike. Polovica vsakega odnosa ste. Ne predajajte te moči nikomur drugam, razen sebi. Kako se vi odločate znotraj odnosa? Kakšno vrednost dajete odnosu? Če je nekdo zame zelo pomemben, me bo seveda grda beseda tega človeka zelo prizadela. Če se odločim, da mi ta odnos ni več tako zelo pomemben, ker zame ni dober, avtomatsko odvzamem malo te moči, malo te bolečine, ki bi jo bila sicer deležna. Torej, ne iščite potrditve tam, kjer je ni, in je ni v drugih ljudeh, in je ni na televiziji, in je ni v medijih, ampak je v vas samih. In sam januar bo zelo v ospredje postavil vas, potrebo po ljubezni, potrebo po bližini, potrebo po razumevanju, po sočutju. Zato naj vas vprašam, ali v prvi vrsti vi sami sebi to dajete? Kajti najbolj pomemben odnos, ki ga gojimo celo življenje, od trenutka rojstva do trenutka smrti, je odnos, ki ga gojite do sebe. Ne do svojih staršev, ne do svojih otrok, ne do svojega partnerja, ne do vašega najljubšega zvezdnika na televiziji, ampak do sebe. Torej, kaj ne bi bilo modro, da bi bili tudi do sebe
sočutni, razumevajoči in včasih trdni. Včasih je treba reči ne tudi sebi. Torej, če vas bo mikalo, da boste že 100-tič posegli po nezdravi hrani, če vas bo zamikala prevelika količina alkohola in tako naprej, je januarja pomembno, da tudi sebi rečete ne, to ni dobro zame, to ni zdravo zame. Ne govorimo o predsodkih, govorimo o tem, da vsega je nekje neka zdrava meja. Torej, januarja postavljamo to zdravo mejo za mesec, ki prihaja, kajti bo turbulenten mesec, bo turbulentno leto, prihajamo v tiste zadnje sunke sprememb, ki bodo najbolj ključne, morda ne trajne, so pa del zelo pomembnega procesa, ki se zaključuje leta 2022. In naj vam novinkam še nekaj. Januar bo na nas vplival z vibracijami števila 6. Tudi leto 2022 bo vplivalo na nas z vibracijami števila 6. Šestica simbolizira ljubezen do sebe, zdravo ljubezen do sebe, zdravo ljubezen do drugih, materinsko energijo, ženstveno energijo, energijo sprejemanja in plodno energijo. Torej, ne mislite, da samo zato, ker se morda ne vidijo takoj rezultati, da niste posejali določenih semen. Naj bodo ta semena nežnosti, ljubezni, razumevanja, sprejemanja drugačnosti, strpnosti, sočutja do sebe in do drugih. Zdajle januarja pustimo predsodke ob strani, pustimo drugo ljudi ob strani, dajmo se pogovarjati sami s seboj, dajte sebe objeti kar zdajle, zaprite očke, dihnite, izdihnite in dajte sebe objeti in si povejte, da se imate radi in da bo še vse v redu. Ker veste, bo. Mogoče je zdaj vse razštelan, mogoče je vse razmontiran, se pravim, zato sem v ruševinah, zato sem v hrupnem okolju, ker želim ponazoriti energijo, v katero stopamo. Še vedno smo iz takih vrtincev prišli ven, a nismo? Saj ste verjetno že marsikaj v življenju dali skozi, boste pa še to. Jaz verjamem v vas, verjemite tudi vi vase. Če vas zanima malo daljši napovednik, vas čaka na www.lilisorum.com. Želim vam en fantastičen januar. Imejte radi sebe, druge in predvsem tudi drugačnost. Lepo pozdravljeni in dobrodošli na ETV vsak ponedeljek ob 8, kjer bom z vami, Lili Sorum. Povedala bom, kaj je numerologija, kako nam lahko pomaga, kako konkretno lahko izboljša vaše življenje. Pričeli bomo vsak teden pa seveda z napovednikom energij, ki prihajajo, izzivov, nagrad. Opozorila vas bomo na vse tisto, kar bo dobro in malo manj dobro. Odgovarjala bom tudi na vaše vprašanje, imeli bomo marsikatero presenečenje, morda tudi kakšne posebne goste, ampak vsega vam pa še ne smem povedati. Torej, vabljeni v mojo družbo vsak ponedeljek ob 8 zvečer na ETV.